Odbojka bo nekako vedno del mene. Moj prvi tisti preskok je bil, ko sem prvič zaključila z igranjem pri 24. Kdaj pa bom zdaj, pa bomo videli, ampak vsekakor mislim, da počasi prihaja ta trenutek tudi. Ringelspiel. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v Večerovem podkastu. Zdravo, dobrodošli v novi epizodi Ringelspiela, podcasta časnika Večer, kjer gostim zanimive ljudi iz Maribora in okolice. Danes je z mano Iza Mlakar, ena najbolj markantnih osebnosti slovenske odbojke zadnjega desetletja. Je kapetanka, vodja in izjemna igralka ekipe OTP Banka Branik, s katero je osvojila 6 naslovov državnih prvakinj, tudi aktualnega, prav tako pa več pokalnih in srednjeevropskih naslovov. Ob tem, da je odlična igralka odbojke, pa začenja tudi svojo zdravniško kariero. Iza, lepo pozdravljeni. Zdravo. Preden pa se zavrtimo v pogovoru, vas vabim, da podcast Ringelspiel podprete. Sledite mu lahko na YouTubu in vseh platformah za podcaste, ga všečkate, komentirate, predlagate goste, vesela bom odzivov. Iza, vam izkušnje iz zdravstva pomagajo pri profesionalnem športu in obratno? Se vaše sotekmovalke že obračajo na vas za kak zdravstveni nasvet? V bistvu moram priznati, da tak neki znanja, ki sem ga v bistvu dobila skozi sama leta študija, ker nekako poskušam vključiti v sam trening, pa tudi neko znanje, tudi svojo preventivo, kako se pripravljam na samo tekmovalno sezono. Tudi če se mi kaj zgodi, znam mogoče sama hitro ukrepati v nekih situacijah. Drugače, počasno vse svoje igralke obračajo za kake take nasvete. Ni zdaj to tako pogosto in upajmo, da je čim manj takih situacij. Ampak kadar lahko, poskušam čim več pomagati. Bi že znali kakšno poškodbo sanirati? To bi znala, mogoče celo tudi tako brez nekega znanja tako iz faksa še, ampak se mi zdi, da osnove prve pomoči se mi zdi, da bi mogel tudi vsak tako znati na treningih. Ampak kako večjo poškodbo pa mislim, da bi vseeno tudi poklicali še na urgenco, znala pa bi neke poškodbe že sama urediti. Na vaši poklicni poti imate torej 2 ljubezni, to sta odbojka in pa medicina, ampak odbojka je pa vseeno bila ta prva ljubezen, ne? Kaj vas je kot deklico pritegnilo v odbojko, kaj je bil tisti klik, ko ste vedeli, da je to vaš šport? V bistvu odbojka je moja ljubezen že od malega. V bistvu moj oče je tisti, ki je igral odbojko celo življenje, je bil tudi profesionalni športnik. Včasih je nastopal tudi za jugoslovansko reprezentanco. In v bistvu on me je že kot malo, ko sem bila še dojenček, smo že hodili z mamo na tekme njegove. Ko je igral, tudi 1 leto je igral za Stavbar Maribor, potem je dolga leta igral v AEK Dobu v Avstriji in ko sem že bila mala, smo hodili na tekme in tudi doma, ko smo bila, smo vedno imeli nek stik z žogo. In potem, ko ti nekako to postane tako vsakdanje, to tudi potem vzljubiš in tudi doma smo dosti igrala v paru in res sem bila navdušena nad tem športom. V bistvu sem prej trenirala še nekaj časa gimnastiko, potem pa v bistvu sem se zaljubila v odbojko. Mislim, da sem začela pri 8 letih pri odbojkarskem klubu Prevalje, ker prihajam iz Koroške. In mi je bilo res všeč. Na začetku še nisem vedela mogoče, da imam nekaj malega talenta, ker je bilo potrebno dosti treninga. Potem je ta talent malo pripomogel. Ampak že od malih nog se mi zdi, da je bila odbojka tisti šport, ki me je spremljal vsak dan. Zdaj, če nismo trenirali, smo pa doma gledali tekme. Kako pa se je potem zgodil ta preskok iz odbojkarskega kluba v Prevalje v Maribor in pa selitev, ne, seveda? V bistvu, ko sem bila stara, mislim, 12 ali 13 let, sem prvič nastopila na regijskem tekmovanju. V bistvu bile so reprezentance regij in tam so me tudi opazili in sem začela nastopati za mladinsko reprezentanco. In takratni trener mladinske reprezentance potem je bil tudi Bruno Najdič, ki je bil tudi trener tukaj v Mariboru. In takrat so me v bistvu opazili in so me povabili, da mislim, da ko sem bila stara 15 let, da pridem igrati v Maribor. In pri 16 v bistvu sem tu potem prestopila odbojkarski klub, takrat je bil Nova KVM Branik Maribor, takratnim tudi aktualnim državnim prvakinjam.
Tako da takrat smo želeli igrati za Maribor, to je bil cilj vseh, res Maribor je bil, pa še zdaj je eden izmed najuspešnejših klubov v Sloveniji odbojkarskih. In potem sem se preselila, ja, pri 16 letih, zaključila sem drugi letnik gimnazije in sem se preselila v Maribor. In tudi šli na drugo gimnazijo, na drugo šolo, ne? Ja, in tudi sem se prepisala v bistvu na drugo gimnazijo. To je bil kar velik v bistvu preskok, se mi zdi, da tako zamenjati okolje, ko si star 16 let, se navadi, da živiš sam, v bistvu živela sem še z 2 soigralkama in pa tudi zamenjati šolo in se vključiti čisto tako v nov kolektiv, ekipo, tudi v nov razred v bistvu na gimnaziji. Ja, bilo je kar težko na začetku, no. Ko pravite, da ste živeli s soigralkama, to so za vas prav poskrbeli, tudi z nastanitvijo in z vsem tem so za vas celostno torej poskrbeli v klubu? Ja, odbojkarski klub, tu je imel res, in še zdaj ima zelo dobro organizirano za igralke, ki v bistvu pridejo iz drugih krajev Slovenije in igrajo pri prvi ekipi ali tudi pri drugi ekipi. Je organizirano, da živijo v stanovanjih, in je bilo za nas zelo dobro poskrbljeno. V bistvu živela sem z 2 soigralkama skupaj v stanovanju, tudi drugače lahko bi tudi v Drašu, ker Draž je nekako naš center, naš direktor kluba. A kar v hotelu ali kako? Ja, tako lahko bi tudi v bistvu v hotelu, naš direktor kluba in tudi direktor v bistvu Draša. Tako da imamo tam urejeno, tako bi lahko za bivališče ali za hrano, tam tudi treniramo. In potem živela sem tu, v bistvu selila sem se na vsake 2 leti v bistvu v drugo stanovanje. Par let sem živela v klubskem stanovanju, potem sem v bistvu živela sama v svojem stanovanju. Tako da, ja, bilo zanimivo obdobje. Je tudi zelo pomagalo, da smo živele skupaj, se mi zdi, ker smo v bistvu delile nekako to izkušnjo, ko smo šle na trening skupaj, v šolo, lahko smo si pomagale v nekih težkih trenutkih in da se v bistvu znajdeš, ker pri 16 letih, da bi bil kar sam naenkrat, je mogoče, se mi zdi, da vseeno lažje, da smo bile skupaj v stanovanju in, ja, tu klub je res za vse zelo dobro poskrbel in na tak način je tudi pripeljal mlajše igralke, ki jih potem lahko vzgaja in za te stvari izven samega, kako naj rečem, odbojkarskega igrišča je bilo zelo dobro poskrbljeno, tako za hrano, za bivališča in tudi zdaj je tako. Bi rekli, da ste v bistvu zelo se naučili že v zgodnjih letih tudi samostojnosti zaradi tega? Ja, se mi zdi, da predvsem na neki način kuhati da si sama pospravljam, da se naučim, da ko pride neki težek trenutek, da ni staršev, ki bi v bistvu me tolažili, da v bistvu moraš to sam iti preko. Da si enostavno, ko greš na trening, potem domov prideš in si s soigralkami. Bile smo navajene tudi v reprezentanci skupaj na pripravah, da smo skupaj živele. Tako da je bilo na neki način težko, ampak te v bistvu prisili v to, da se nekako odrasteš. In se mi zdi, da sem že zelo zgodaj naredila tisti preskok, ki bi ga mogoče potem, če bi šla v bistvu na študij v Maribor ali pa v Ljubljano ali kamorkoli, ne. Ampak sem ga že naredila dosti prej, kot so ostali. In ja, po eni strani je dobro, po drugi strani nisem toliko časa preživela doma, kot bi ga lahko. Tako da, ampak smo potem vse nadoknadili. Z mariborsko ekipo ste potem že prvo leto tudi poželi kar precejšnje uspehe, bili ste tudi tako že spet, ne, še enkrat so ponovili naslov državni prvaki in pa potem tudi zmago srednjeevropske lige. Kako je bilo kar naenkrat igrati med najboljšimi? Ja, velik izziv, zaradi tega, ker prideš v bistvu prvo velika čast, ker v bistvu prej se mi zdi, da situacija je bila nekako tako, da leto dni pred tem, ko sem začela igrati za Maribor, smo sedeli doma v dnevni sobi in smo gledali po televiziji finale Pokala Slovenije in sem rekla mami in ati, sem rekla, jaz si želim to igrati. Jaz si želim na televiziji, jaz bom tu, jaz bi bila v tej ekipi. In naslednje leto pa sem res dejansko bila v tej ekipi s temi igralkami, ki jih gledaš po televiziji, ki jih občuduješ, ki so ti vzor, in jih res spoštuješ in potem se znajdeš med njimi in se hočeš vsak dan dokazati. In to je bil tudi moj cilj, ko sem prišla v Maribor. Veliko sem se mogla naučiti še, tako da čisto drugačno obdobje, se mi zdi, da je bilo tudi nekake disciplina, vse. In ja, prvo leto potem smo takoj že osvojile državno prvenstvo in tudi za mene je bil to
ja, res uspeh, ampak hkrati se mi zdi, da, neka res izkušnja tudi za naprej, ker sem takrat bila zelo mlada še in, čisto drugače razmišljala kot danes. Včasih je sicer nevarno, da se ti tako hitro pri 16 uresničijo neke sanje, ne? Ja, niso se še takoj, ker sem si želela osvojiti pokal Slovenije, ki ga potem kar nekaj let še nismo, ampak tudi tisto državno prvenstvo, ki smo osvojile, nam je tudi trener lepo povedal, da ja, smo ga osvojile, res, to je bila velika čast tudi za mene, ampak, smo imele še veliko rezerve za napredek. Tako da v bistvu smo mogle še graditi na tem in, je bilo še mnogo pač let potem potrebnih, da smo se razvile v nekako igralke, da smo osvojile državno kot tudi bolj zrele igralke. Zdaj leta 2017 je bilo za vas tako zelo uspešno, ne? Ste na svetovnem prvenstvu do 23 let potem osvojili z ekipo srebrno odličje, kar je še vedno menda največji uspeh, ne, v slovenski odbojki ali celo ekipnem ženskem športu. Ja. Če me popravite, če nimam prav. Takrat ste bili tudi kot najboljša korektorica, kar je vaša pozicija v igri, uvrščeni v idealno postavo prvenstva. Bi rekli, da je to bil vrhunec vaše kariere? Mogoče ja, za tisto obdobje res. Bi lahko rekla, da je celo, da je bil, ja. Ker se mi zdi, da smo v tistem obdobju tisto sezono odigrali eno izmed najboljših sezon, z Novo KB. Mislim, da v celi sezoni smo izgubile samo, 2 tekmi. To je bila prva tekma proti Formisu, sezona 2016/17 in pa tekma v gosteh proti Galatasaray ekipi. Vse ostalo pa smo zmagale in to je bila ena izmed mojih osebno najbolj uspešnih sezon in še potem v bistvu, ko smo igrale svetovno prvenstvo do 23 let, bile v bistvu 5 igralk skoraj iz Maribora, 4 ali 5 igralk in, smo tudi tam v bistvu dosegle tak uspeh in je skorajda bil, lahko rečem, mogoče res vrhunec, tudi bila sem stara 22 let, tako da potem pa je v bistvu se zgodil še en vrhunec, tudi ko sem šla v tujino, ampak bi lahko rekla, da skoraj to, je bil eden izmed največjih uspehov, ja. Takrat so potem začele verjetno deževati neke ponudbe iz tujine, ne, in ste potem šli v to italijansko ligo, ki velja seveda za eno najboljših na svetu. In ne samo, da ste šli v to ligo, šli ste tudi k enemu najboljših, klubov, Igor Voli Novara, s katero ste bili prav tako potem na evropskem vrhu. Kako pa je bila ta izkušnja? Ja, mislim, ponudbe so deževale, ampak, to so bile v bistvu, tako se mi zdi, da ko sem šla študirat medicino, je bila to prioriteta. In potem, ko je prišla ponudba iz Novare, se mi je zdelo, da so bile vedno to moje sanje, da zaigram, v italijanski A1 ligi in enostavno nisem mogla zavrniti te ponudbe. Tudi vedela sem, da grem tja v bistvu kot, na pozicijo drugega korektorice in da ne bom dobila toliko priložnosti za igro. Ampak že sama izkušnja, da sem šla tja in, da sem bila med temi v bistvu res, zvezdami svetovne odbojke, ki sem jih lahko spremljala le po televiziji ali pa ko smo igrale z reprezentanco proti njim, je bila za mene zelo velika čast. Je bila kar, moram priznati, da za mene težka sezona, ker sem si po 2 mesecih zvila gleženj, ko sem bila tam, in potem sem rabila še mesec pa pol, okrevanja. In potem je bilo glih tisto prelomno obdobje, ko se je začela, korona in smo bili v karanteni. Jaz sem bila ravno na tem območju, kjer, je bilo v bistvu to epicenter. In sem še potem ostala tam en mesec, tudi ko že nismo več igrali po sezoni. In, da sem potem prišla domov. Tako da nekako uspešna in neuspešna sezona, no, ampak hkrati zelo dobra izkušnja. Spoznala sem res, odlične, igralke, ki smo tudi postale potem prijateljice, z katerimi smo še danes, na vezi. Tako da sem zelo vesela. Je bil mogoče ta italijanska, izkušnja potem razlog za to, da ste pa rekli nekih konec je zdaj te kariere, to je bilo leta 2020 ravno, ne, ko ste presenetili v bistvu vso športno javnost na vrhu, 24 let stari, na vrhu svoje, kariere, svoje moči športne, pa ste rekli adijo, ne? Mogoče ja, eden izmed razlogov je bil, ker, v bistvu sem se znašla v okolju,
ker pa jaz nisem bila tako rekoč tista prva igralka. Ker do zdaj sem bila v bistvu navajena, ko sem bila pri Mariboru, da sem vedno igrala, da sem bila vedno v ospredju in jaz tista, ki v bistvu za ekipo osvojim neke število točk in da igram. In ko sem prišla tja, se mi zdi, da me je nekako ta realnost, da dejansko je še nekdo, ki je boljši od mene in da je še nekdo, ki v bistvu, da jaz nisem zdaj tista, ki bom igrala. Tudi če naredim vse za to in sem lahko mogoče v nekem trenutku boljša, se mi zdi, da je kar vplivalo na nekako mojo mentaliteto takrat. In sem se znašla v nekem takem psihološko težkem obdobju, ki se mogoče dosti športnikom včasih zgodi in se težko nekako potem iz tega, da pridejo nazaj na tisto raven, kjer so bili. Potem še ta poškodba in nekako se mi je zdelo tudi, javnost je pričakovala, kam bom šla naslednje leto, kateri bo naslednji klub. Jaz sem imela še v bistvu, pavzirala sem na faksu, ker sem še študirala medicino in v bistvu je bilo toliko nekih stvari. In se mi zdi, da sem se znašla v nekem takem obdobju, ko niti nisem poznala sebe tako dobro kot osebo takrat, ker konstantno sem igrala odbojko, študirala medicino ali bila v šoli, poleti reprezentanca, da sem se odločila, da moram tu narediti stop in da v bistvu se zdaj vzamem čas za sebe. In sem se odločila, da takrat neham igrati, ker nisem imela več motivacije, nisem več našla razloga, zakaj jaz treniram, da enostavno nisem več uživala v odbojki, ki mi je bila včasih res užitek. In vsak dan je bilo to meni nekaj najlepšega, iti na trening, biti z ekipo. In potem sem se odločila, da po Italiji takrat, da enostavno neham in da vidim, kako bo dalje. In je bila to zelo dobra odločitev takrat. Ne obžalujete recimo, da niste ostali v tujini, da bi tam mogoče zgradili kariero in seveda najbrž tudi dobro plačilo in vse to in bi se lahko posvečali samo športu, ne nazadnje? Ne obžalujem, zato ker sem se po gimnaziji odločila, da ne bom profesionalna športnica, ker sem takrat dobila res dobre ponudbe in se mi zdi, da če bi šla takrat v tujino in gradila kariero, da bi morala delati takrat ali pa si izbrati neki drug študij, ki ne bi trajal 6 let in se mi zdi, da medicina je tudi po svoje kariera in se moraš temu res posvetiti in tudi na faksu, ko se učiš ne samo za faks, za izpite, ampak za življenje naprej. In moja odločitev je bila taka že po gimnaziji, zato če bi ostala še v tujini, bi potem zamudila še več let študija. In sem se odločila, da je študij moja prioriteta in da si želim, da imam potem po odbojki poklic. In sem se posvetila tudi temu. In je bila ta odločitev, da nisem ostala v tujini, pravilna, ker sem se odločila, da bo poklic tista stvar, ki bo moj prihodek oziroma da bom od tega v bistvu potem služila tudi neki način vsakdanji pač denar in ne iz odbojke. Odbojka je bila v bistvu stvar nekako za zraven, čeprav sem si želela v nekem trenutku, ampak mislim, da so me starši takrat dobro usmerili. Ker tudi oče je bil profesionalni športnik, pa je delal v službi, in mi ni zdaj tega žal. Če bi pa še enkrat se morala odločiti, pa ne vem, kako bi se odločila. Res je lepo življenje športnika v smislu, da greš na 2 treninga, počneš to, kar imaš res rad. Ja, dobiš za to neko plačilo, ampak za to res v to moraš vložiti ogromno nekega truda. Hkrati po drugi strani pa tudi ni lepo, ker je toliko odrekanj, da tako da jaz sem nekako poskušala najti to ravnotežje med obema. Kaj pa je bila morda potem tista prelomnica, da ste se odločili vrniti v šport? Ja, po 2 letih se mi zdi, da nekako ko nisem več trenirala odbojke in sem se na faksu nekako vpeljala v ta sistem učenja, samega študija, sem pa začela pogrešati tekmovalnost. V smislu, da grem na tekmo in da tekmujem, ker sem se ukvarjala s tekom, kolesarila, potem hodili smo v hribe, in odbojkarske žoge se nisem dotaknila 2 leti sploh. Tudi Huda travma je to morala biti. Ja, ne vem, enostavno sem rekla, da nočem niti v dvorano, da nočem sploh z žogo imeti stika, in so v bistvu mi vsi dali neko to svobodo, ker se mi zdi, da in moj
prejšnji trenerji tu v klubu in tudi starši so verjeli, da ko bo nek trenutek, če si bom kdaj želela priti nazaj, da pa bom takrat, ne. In nič, potem sem v bistvu po koroni, ko smo prišli nazaj na faks leta 2022, ko smo spet hodili na faks, tako da smo šli na predavanja, sem srečala eno staro soigralko, Moniko Potokar, in smo šle na kavo, ona je bila takrat kapetanka tu v Mariboru. Je rekla, da naj pridem na trening, da naj pridem malo potrenirat, da samo na trening in to je to. In na začetku sem res rabila en teden, da premislim, pa bi, ne bi, ker fitnesa tudi nisem delala nič. In pol sem šla na trening in se mi zdi, da so vsa tista čustva prišla nazaj iz tistega lepega obdobja, ker smo še igrali v dvorani Lukna, ki je v bistvu ena izmed mojih najljubših dvoran bila za igranje. Tisti občutki navijačev, mesta Maribor, vsega tega. In še trener je bil takrat Bruno Najdič, ki me je res dobro poznal. In tudi Mitja Koželj takrat v klubu je bil zelo vesel, ko smo se slišali, in me je tudi on spodbujal k temu, da naj se vrnem in da si želijo v klubu, da pridem zraven najprej malo potrenirat, pa če si želim, da tudi igrat. In potem sem naredila en teden treningov in ja, potem je spet tista želja bila motivacija, tako da sem se potem vrnila. Kot vožnja s kolesom, skratka. Ja, vse je bilo tako naravno, se mi zdi, tudi treningi, ne vem, ekipa, tisto, da pripadaš nečemu, tudi v mestu, ko smo hodile po mestu spet z ekipo skupaj, tako da mi je bilo res super, no. Okej, kako pa bi opisali svojo vlogo v ekipi danes? Velikokrat se omenja, da jo dvignete z izkušnjami, z nepopustljivostjo in z točkami v odločilnih momentih. Ja, zdaj se mi zdi, da je moja vloga bolj mentorska, v smislu, da želim mlade igralke naučiti nekih takih stvari, ki smo jih tudi pridobile iz mojega obdobja, kot recimo disciplina, vztrajnost. Se mi zdi, da v nekih trenutkih malo tega primanjkuje nekim mlajšim generacijam. In moja vloga je predvsem to, da jim pomagam v ključnih trenutkih, če le lahko, da dobro treniramo, da jim pomagam z nasveti na treningih, da nekako v bistvu jih vse skupaj povežem kot celoto, da v bistvu tudi to, da so neka pravila v ekipi, da se tega držimo. In ja, v ekipi pravijo, da imamo eno babico in eno mamo, tako da jaz sem trenutno zdaj, naj bi bila babica, druga Nika je mama in ponavadi je tako, da če je v ekipi katera kaj narobe naredi, najprej jaz jih malo kregam, potem grejo pa k Niki, ki je mamica, in jih potolaži. Ampak ne, mislim, na splošno se mi zdi, da so te igralke vse zelo, zelo zrele za svoja leta. Jaz sem zelo vesela, sem v taki ekipi, kot sem trenutno, ker se mi zdi, da se zelo dobro povežemo, ne glede na to, da so 10 let mlajše skoraj vse od mene. V bistvu je nekatere, mislim, da je druga najstarejša 5 let mlajša. Tako da trenutno moja vloga se mi zdi najbolje to, da je kot vodja držim tisto konstanto, ko lahko igro, da dam svoj delež točk, da jim pomagam v težkih trenutkih. Včasih pomaga že, če samo v bistvu stojim na igrišču, zato da imajo one občutek, da bo vse v redu in da jih pozitivno spodbujam. Vi ste imeli koga takega, ko ste bili v mlajših letih? Je to nekako, se ta štafeta potem predaja generacijsko ali ne? Ali ste morali to kako na novo zdaj vzpostaviti takšno vlogo? Včasih so bile mogoče vloge drugačne. Se mi zdi, da so starejše igralke dosti bolj zahtevale več discipline, kar je prav. Generacije se zdaj spreminjajo, kar je tudi normalno. Se mi zdi, da tudi jaz sem imela seveda take igralke, tako v reprezentanci kot tudi pri klubu, ki so držale v bistvu, prvič, ko so bile v ekipi, so bile vodje, so držale nek nivo igre, drugič pa so znale tudi ekipo izven igrišča potegniti s sabo, da je držala to pozitivo, ker 14 igralk na kupu, vsaka mogoče en dan s svojimi ali težavami ali ne, lahko ekipo ali razdre ali pa poveže, in zapravo osebo na čelu
se mi zdi, da lahko to zelo dobro funkcionira in mislim, da pri tem klubu je vedno tista, ki je bila kapetanka, to znala nekako tako povezati in tudi jaz sem imela, moram da priznati predhodno, soigralke, ki so bile dobre vodje, od Monike Potokar do prvih začetkov, ko sem bila tu, tako da, mislim, da sem tudi dobila nekak vzorec, kako je treba v ekipi delati. Zdaj pravite, da so igralke starejše nekoč zahtevale več discipline, kako pa potem vi zdaj pristopate do mlajših sotekmovalk z nežnostjo ali kako? Ja, oboje. Potrebno je več nežnosti, kot je bilo potrebno včasih. Se mi zdi, da na drugačen način. Mi imamo disciplino v ekipi, določena so neka pravila, ki jih upoštevamo. Na primer, na treningih nikoli nimamo telefonov. Tako nimamo telefonov na ekipnih srečanjih, potem na trening ni zamujanja, potem vsaka igralka v ekipi ima neko vlogo. Od najmlajše, ko pobirajo žoge, do najstarejših tudi, kaj delajo, kaj delamo, in se mi zdi, da so te vloge nekako bolj porazdeljene. Jaz poskušam z čim več mirnosti in s čim bolj tak miren, razumljiv način se vedno z vsemi pogovoriti. Tudi če je neka situacija taka v ekipi, ki pride ali da kdo kaj pozabi ali da kdo kaj naredi narobe, mogoče se je včasih k takim zadevam pristopalo drugače. Ampak se mi zdi, da so zdaj generacije tudi drugačne, pristop je drugačen. Tako da, ja, zahtevale so več discipline v smislu, da smo se malo bolj glasno med sabo pogovarjali, zdaj pa se pač, se mi zdi, da jaz res poskušam na čim bolj razumljiv način, hkrati z dosti mirnosti pristopiti k vsaki, in da nimamo nekih težav v ekipi glede tega. Imate morda tudi kakšne prednosti, bonitete, ker ste vodja ekipe in toliko starejši kot soigralke, vam, ne vem, skuhajo čaj ali nekaj takega? Da bi mi skuhali čaj, ne. Prednosti imam mogoče v tem, da lahko včasih grem na terapijo pred ostalimi. Razporejeno imamo tako, da ko imamo terapije, recimo v klubu, lahko mogoče si izberem, da grem prva na terapijo. To, drugače, prednost je to, da včasih mogoče, da ko sem v službi cel dan, pa pridem zvečer na trening, da lahko 10 minut prej končam trening. Čeprav tudi takrat, ko ga končam, poskušam narediti nekaj zase in stretching. Prednosti nekih dosti velikih, mislim, da poskušamo narediti, da je čim bolj enakopravno v ekipi, tudi za starejše, da ni prevelikih razlik, ampak da se razume, da je to neka piramida, vedno v ekipi je bila, kakšne so vloge starejših, mlajših, ampak ja, zdaj, če včasih mlajše, mislim, zelo lepo so vzgojene, če vidijo, da nimam vode, mi včasih katera gre voda natočit, tako, super. Opazila sem, da vas velikokrat sprašujejo o kemiji v ekipi. Torej, ali recimo dogodki z igrišča se prenesejo v garderobo, ali se odnosi med sotekmovalkami poznajo v igri. Predvsem nekako vedno imam občutek, da vse to nekako leti ali se nanaša na te stereotipe o ženskih ekipah. Mene čisto tako zanima, ali podobna vprašanja dobivajo tudi vaši moški kolegi, morajo tudi oni razlagati medosebne odnose? Ste to opazili, ne vem? Morda res nisem opazila, da bi moške toliko spraševali, ja. To moram priznati, mislim, da ni tak konflikt glede tega, ker vedno rečejo, moški se med sabo vse zmenimo. Tudi če se skregamo na glas pred vsemi in potem smo v redu. Ženske pa, če se skregate, si potem zamerite še 2-3 dni in potem se v ekipi med sabo ne pogovarjate. Tako da, če to drži ali ne, ne vem. Bi mogla bolj novinarje vprašati, če moške to sprašujejo, ampak je pa dosti vprašanj, ki jih dobivam v zvezi s tem, ja, to pa je res. Zdaj velikokrat govorimo tudi o razlikah med moškimi in ženskimi športi, zlasti glede plačila. Kakšne so vaše izkušnje tukaj? Vi bi lahko preživeli samo odbojke, rekli ste, da se pač niste odločili za to že kaj hitro, ampak vendarle, kako je s tem? Bi lahko živeli pri nas od tega? V Italiji že, ne? Mogoče v tujini bi lahko rekla, da
so plačila nekoliko višja, kolikor pač je tudi, to so javna neka stvari, ki so tudi objavljene, koliko kdo v bistvu v tujini, koliko dobijo približno, kakšne so pogodbe. Mogoče v tujini so nekoliko višje pogodbe. V Sloveniji jaz mislim osebno, da če bi igrala tako, da bi igrala samo profesionalno, bolj težko. Kaj to so minimalne plače ali kaj? Kaj dobivajo? Pa ne vem, v bistvu odkrito o teh plačah se nikoli javno ne pogovarjamo. okej. Tako. Se vidi, da nisem v športu, tako Ja, da ne, ni problem, potem ampak sprašujem tudi takšne Ja. stvari, ki mogoče se ne sprašujejo. ja, ne, ampak mi se v bistvu enostavno, to niso minimalne plače, to je definitivno nekoliko višje plačilo, ampak vsekakor menim, da na dolgi rok v nekaterih športih, odvisno v katerem športu, zdaj odbojki, se mi zdi, da dolgoročno, če bi igrala recimo od začetka, od 16. leta do 30. na primer, da bi igrala samo v Sloveniji, da to ni, da bi lahko profesionalno kot igralka potem delala oziroma imela za celo življenje. Zato sem se tudi odločila za faks. Enostavno od odbojke v ženskem športu, mislim, se težko živi. Pač razno na najvišjem nivoju v Ligi prvakov, igralke pa zaslužijo zelo, zelo dosti denarja. Tiste igralke, ki pa igrajo tam v najboljših klubih po svetu, pa zaslužijo v svoji karieri 10, 15-letni, 20-letni, tako da lahko potem še od tega živijo in si potem naprej ustvarijo tudi pač kakorkoli, ali svoje recimo, ne vem, neke firme, ali pa delajo doma, ali pa v bistvu počnejo, kar želijo. Pa v primerjavi z moškimi kolegi so že tu take plačne razlike, recimo pri nas, ne, mi imamo zdaj uspešno odbojkarsko moško reprezentanco, recimo, ne. Ja, Kako je s tem? Tu pa se pojavijo kar velike razlike, ja, mogoče. Mislim, zdaj, če primerjamo najboljšo ekipo v Sloveniji, to je ekipa CH-ja z mogoče najboljšo žensko ekipo v Sloveniji, mislim, da tu glede plačila ni primerjave, ker je tam tako višja, da tu se pojavlja razlika, ampak to je spet odvisno, koliko nekdo vloži v neko ekipo in s kakšnim namenom. Ampak to tako se da. zdi nepošteno, ne, konec koncev nekako podobno vlagate, ne. Ja, to je res, ampak konec koncev, če se bi s tem potem toliko obremenjevale, zakaj oni toliko dobijo in mi toliko, potem se mi zdi, da bi še izven igrišča, če se s tem obremenjuješ, bi naše igre bile toliko slabše. Ker se mi zdi, da na koncu, ko igramo tu, se mi zdi tudi jaz zdaj, ko igram, igraš za neko čast, za mesto Maribor. Seveda tudi dobimo štipendije, plačila, ampak vseeno, veliko je odrekanj. Se mi zdi, da igraš tudi zato, ker imaš rad ta šport, in če bi zdaj se mogoče preveč ozirala na to, koliko tudi oni zaslužijo, se potem preveč s tem obremenjuješ. In enostavno tako je, včasih se pač s tem moraš sprijazniti, ker jaz osebno tega ne morem spremeniti. Zdaj vi ste s študijem medicine poskrbeli za svojo prihodnost, kaj pa vaše vrstnice, vaše soigralke, kako se one znajdejo po karieri, kakšne so njihove perspektive? Moja starejša soigralka ali tudi zdaj? Tudi zdaj, na splošno, ja. Ja, moram priznati, da v zadnjih letih, tudi kar sem se vrnila, ni toliko, da bi, se mi zdi, da je sam klub, v bistvu se posluži nekega sistema šport šola. Da res podpirajo šolo, podpirajo igralke, da hodijo tako, velika večina naših igralk je ali na drugi gimnaziji, nekatere na tretji. Potem podpirajo to, da se punce vpišejo na fakulteto. Zaradi tega, ker se vse da prilagoditi. Tudi jaz sem imela to dilemo, ko sem odšla na fakulteto. Ogromno je bilo ljudi, ki so dvomili v to, da se mi zdi, da mi bo uspelo združiti medicino in šport. In tudi jaz svojim soigralkam rečem, da z veliko organizacije, vztrajnosti in dela to gre. Katerikoli faks in šport, zaradi tega, ker je dovolj ur v dnevu, da se da vse uskladiti. In moje soigralke so vse študentke ali pa nekatere zdaj najmlajše hodijo še v gimnazijo in pridno usklajujejo, tako da mislim, da je za njihovo prihodnost zelo dobro poskrbljeno. Tudi igralke, ko sem jaz začela tu igrati, ko so bile profesionalke, so si zdaj našle službo, nekatere so zdaj zaključile fakulteto, ko so že malo starejše, ampak mislim, da so vse tudi zaključile faks in tudi po odbojki imajo v bistvu poskrbljeno za naprej. Kakšni so to faksi?
v bistvu ne vem za vsako posebej točno, ampak mislim, da so si vse zbrale tako, da jim je super in so vse bile zelo pridne študentke. Tako da je ta klub res veliko energije in tako bom rekla, truda vlagal v to, da je bilo poskrbljeno, da so lahko punce vse usklajevale. Tudi trener je zelo prilagodljiv in se z njim da vse dogovoriti, tudi vodstvo kluba. In tudi naš fitness trener je recimo športni profesor na drugi gimnaziji Maribor. In tudi punce lahko delajo fitnesse tam. Nekatere punce vse vedno naredijo, vse treninge, ker se tako prilagodijo. In jaz sem zelo ponosna na njih. Mislim, da se mi pa zdi, da nekdo je moral, dati to pobudo, ker je bilo veliko dvomov vedno, kako to uskladiti, pa da je treba samo profesionalizem in definitivno s tem se strinjam, ampak na tem nivoju, ki ga igramo zdaj mi, državno prvenstvo, igramo tu pri klubu, se vsekakor še da zraven delati šolo. Recimo pri drugih športih, kot je na primer, če imamo res, ko so na mednarodnih nivojih, pa tudi delajo recimo fakultete preko spleta ali pa v bistvu športniki toliko zaslužijo, da si potem ustvarijo lastne takšne prihodke, da se v druge stvari usmerijo. Je pa vseeno nekoliko nenavadno, da profesionalna športnica v bistvu študira medicino, ne, ki prav tako terja veliko vlaganj, učenja, časa. Kako je to uspelo vam res usklajevati? To se meni zdi kar neverjetno, potem tisti naporni treningi zvečer, naporna predavanja čez dan, učiti se je tudi treba. Kje ste našli čas za vse to? Ja, včasih ga ni bilo. Enostavno se mi je zdel včasih dan prekratek. Prvi letnik se mi zdi, da je bil tisti prelomni najtežji, mislim, da je več organizacije, ko pa vsega ostalega. Kdaj s katero skupino opravljati vaje, kdaj najti čas za učenje. Ampak, ker sem imela treninge, se mi zdi, da sem bila bolj organizirana, ker sem vedela, trening imam na primer popoldne od 6 do 8, to pomeni faks imam takrat pa takrat in v tistem vmesnem času pač nisem šla počivat, ampak sem se učila in sem se aktivno učila 2 uri in še zvečer. In mogoče je tudi to pripeljalo do tega, da sem pri 24 nehala igrati odbojko, ker se mi zdi, da sem v nekem trenutku malo pregorela od vsega, ker nisem enostavno imela časa za regeneracijo in počitek. Tako da, ja, ampak je šlo na koncu. Dan je bil dolg in zelo aktiven in veliko sem imela motivacije in enostavno ker nisem hotela obupati. Tako da je šlo vse. In tudi s športnimi aktivnostmi sem si lažje vse uskladila in organizirala. Ker se mi zdi, da ti šport da tisto, da vztrajaš, in šport ti da tisto, da moraš potem ti enostavno si stvari organizirati. In tudi neko disciplino imaš. In s tem potem tudi sem lahko vse naredila. Je bilo pa malo težje, ko je bila reprezentanca, ker nas ni bilo tu v Sloveniji. In zato sem tudi potrebovala leto oziroma 2 več, da sem končala študij kot pa moji sovrstniki, ker sem bila tudi 1 leto v tujini. Potem tudi tisto leto smo igrali svetovno prvenstvo in sem se posvetila tisto leto zgolj odbojki in izpitom za nazaj. Sem pa res šla izpite delati takrat, ko sem se za njih res naučila. Tako da nisem želela vmes, ker se mi zdi, da vseeno je to znanje za naprej. Ste padli kakšen izpit? Ja, seveda sem. Okay. Že mislim, da je bil že v 1. letniku je bil en in potem sem se tako sekirala, ker sem padla en izpit in so mi rekli, ja, tak je, dobrodošla na faksu. Tudi tu so kakšni porazi. Ja, res. Zakaj ste se pa odločili ravno za medicino? Zdelo se mi je, vsaj pri 18 letih se mi zdi, da redko kdo ve, kaj točno bi želel, nekateri ja, drugi pa težko se je res odločiti, ampak se mi zdi, da sem bila nekako tip človeka, ki rad komunicira z ljudmi, vedno sem si želela pomagati ljudem, rada sem se učila in se mi je zdelo, da je to pripomoglo predvsem k temu, da sem se pol odločila za študij medicine. Zelo zanimiva smer mi je bila, res je bilo dosti ali raziskovalnega, ali vedno mi je bila všeč biologija, človeško telo in lahko smo tudi veliko si se lahko vključili v neke raziskovalne projekte.
katere se na žalost nisem imela časa vključevati. In ja, se mi je že v prvem letniku mi je bila res medicina zelo všeč. In potem tudi dalje, ko smo prišli na kliniko, tako da je bila potem v bistvu prava odločitev. So pa bili tudi v bistvu v družini, imamo nekaj zdravnikov, ki se mi je tudi zdelo, ko sem njih vprašala za mnenje in tako, ko smo se pogovarjali, sem dobila neke pozitivne, v bistvu pozitiven feedback, pa predvsem zaradi karakterja in tako. Zdaj na najin pogovor ste prišli direktno iz svojega delovnega mesta v zdravstvenem domu. Ja. Kaj počnete tam? Ja, trenutno zdaj v bistvu opravljam delo kot sobna zdravnica. Pomagam, v bistvu delam pod mentorstvom. To pomeni, da imam v bistvu specialistko družinske medicine, ki je moja mentorica in z njo delam v ambulanti, se učim, spoznavam način dela družinskega zdravnika, družinske zdravnice in v bistvu pomagam tudi pri pregledih pacientov, učim se, kako voditi v bistvu same paciente, tako da to je trenutno moje delo, tako da ja, delam v ambulanti družinske medicine. Specializacija torej ne bo kirurgija, ampak družinska medicina. Ja. Zanimivo, to je zdaj še eno tako področje, ki ima kar nekaj izzivov, od kadrovskih, tehničnih, tako naprej. Tudi mladi se neradi v bistvu odločajo za to področje. Kaj je pri vas pretehtalo tehnico, jeziček na tehnici, no, da ste šli v to smer? Ja, zdi se mi družinska medicina tako zelo obširno področje, zajema medicino, v bistvu vsa področja načeloma, od interne medicine, tako dermatologija, oftalmologija, v bistvu načeloma vse je treba poznati. In nekako se nisem mogla usmeriti samo specifično eno stvar, hkrati pa se mi zdi, da je primarna preventiva in primarni nivo zdravstva zelo pomemben, zaradi tega, ker na tem nivoju lahko zelo ogromno naredimo in poskrbimo za paciente, v bistvu, da se neka bolezen še dalje ne razvije. In v bistvu všeč mi je način samega dela, ambulantnega dela, tudi to, da imaš svoje paciente, ki jih vodiš. Zdi se mi, da nekako karakterno mi je zelo všeč to, da vzpostaviš nek stik s pacientom, da ti spremljaš pacienta, vodiš njegovo zdravljenje, veš, kaj se z njim dogaja. Tudi to predvsem, da nekako imaš malo avtonomije kot zdravnik, nisi v nekem večjem timu, še vseeno imaš svoj tim. In trenutno sem se zdaj tudi znašla v takem res super okolju. Kot jaz pravim, recimo v moji ekipi, pri odbojki mi je zelo všeč in tudi ekipa mora pravilno delovati, da sistem deluje, da ti je tam res fajn. In tako je na delovnem mestu, se mi zdi, da tudi moraš imeti super ekipo, neko dobro okolje, v katerem delaš. In zaenkrat mi je res všeč in zato sem se tudi odločila za to specializacijo. Se mi zdi, da za naprej bomo videli, kako bo, ampak ja. Vas mogoče pacienti prepoznavajo? Zdaj sicer še sedite z nekim zdravnikom, ampak vseeno vas kdo prepoznava in si misli, ni tale na napačnem mestu? Ja, mogoče se je že zgodilo enkrat, dvakrat, ko smo imeli, predvsem letos je bilo, ko smo imeli finale državnega prvenstva, je bilo po televiziji in so prišli potem v ambulanto in mi je bilo všeč, kako so bili nasmejani in še boljše volje, ker smo se videli in smo se potem pogovarjali malo o odbojki. In tudi včasih je dobro, da nek pogovor preusmerimo iz neke težave na nekaj drugega, da v bistvu iz nekih mogoče kakih negativnih stvari na pozitivne, ker se mi zdi, da tudi šport je nekaj pozitivnega. In všeč mi je, ko ljudje spremljajo toliko in ja, potem, ko me prepoznajo, pa če jim to mogoče popestri tudi dan na neki način, sem jaz zelo vesela. Zdaj verjetno ste kot bodoča zdravnica tudi preučevali, kako profesionalni šport dolgoročno vpliva na telo. Ste? In kako vpliva? Bi mogoče svojim potencialnim otrokom poročali, da gredo v profesionalni šport? Ja, zelo dosti sem v bistvu prebrala nekih samih raziskav o tem in tudi sama sem v bistvu se posvetovala z svojimi našimi zdravniki klubskimi in z ortopedi, ko smo bili. In ja, profesionalni šport je nekaj, kar v bistvu na naše telo ne vpliva. Najboljše glede na to, da poskušamo naše telo pripeljati do nekega maksimuma, kolikor ga lahko, in včasih to dolgoročno povzroči neke okvare. V bistvu
obrabljene sklepe ali kolena, ramena in tako dalje. In potem v bistvu, ko si nekoliko starejši, ko že imaš toliko let kariere za sabo, pa si rečeš, wow, toliko sem zdaj že v bistvu, ne, preskakal, toliko sem že potreniral, pa čudno, ne, da me ne bi nekaj bolelo. In dejansko, ja, tudi jaz imam mogoče na trenutke, imam neke težave ali s koleni ali s tem in dolgoročno pač povzroči neke posledice. Ampak se mi zdi, da te toliko pretehta vse drugo pozitivno, kar ti šport profesionalni da, ali pa to, da tekmuješ, da si del ekipe ali tudi individualni šport, kakorkoli, da potem tiste stvari, če jih rešuješ z neko primarno preventivo, z nekimi vajami, če jih poznaš, kar jih jaz moram priznati, nisem delala. Pri 17 letih, 18, jaz recimo izometričnih vaj za koleno ali pa razteznih vaj pred treningom nisem toliko delala kot jih zdaj, ko vem, ko že poznam stvari, koliko moram, da je moje telo optimalno, ne, pripravljeno za trening. Če bi jaz to vedela 10 let nazaj, mogoče me zdaj kolena ne bi toliko včasih bolela na trenutke. Ampak mislim, da če športniki skozi svojo kariero grejo z dobrim, v bistvu nekim ogrodjem tudi, da imajo dobrega trenerja, da znajo sami poskrbeti za svoje telo s pravilno prehrano, z treningi dobrimi, z preventivo, da v bistvu sami svoje telo dobro poznajo. Mislim, da tudi te potem posledice, ki jih pusti profesionalni šport, neke male, če niso večje poškodbe, ne, nekako se tudi da kasneje reševati in še vseeno, mislim, da vse pozitivno drugo toliko pretehta. Ampak ja, svoje otroke, če bi jih dala v profesionalni šport, absolutno bi. Ker ima toliko pozitivnih nekih stvari, da se mi zdi, da tudi če bojo pač se to usmerili, da mislim, da se pravim, z dobrimi treningi se tudi te poškodbe da preprečiti. Razen nekaj, če se zgodi koleno, ramena, to pa ni v naši moči. To pa so poškodbe, ki se lahko kdarkoli zgodijo. Tudi doma, tudi kjerkoli, tako da. Ko sva ravno pri medicini, kako ocenjujete slovenski zdravstveni sistem in ali morda stopate v ta poklic s kakšnimi pomisleki? V bistvu zdi se mi, da glede na sistem, ki ga imajo v Ameriki, mislim, da je naš sistem dobro organiziran glede tega, kako imamo mi urejeno. Tudi tako, da imamo urejeno vse z zdravstvenim zavarovanjem, in v bistvu pač za paciente je dobro poskrbljeno. Je res, da so neka pravila zavarovalnice, koliko se pač čaka, čakalne dobe so res nekoliko daljše, zdaj tudi sama pri sebi opažam, ko se naročam. In ja, upam, da bo v bistvu se to v nekih letih malo tudi spremenilo na boljše, da bojo krajše čakalne dobe, čeprav vem, kako je zdravstveni sistem sam naravnan in v bistvu toliko je, kako naj rečem, se mi zdi, da pacientov in vsega in stvari se morajo res dobro narediti, da potem je tudi normalno, da res na nekaterih oddelkih se dlje časa čaka. Koliko je do razumevanja do tega, to je vsekakor čisto odvisno tudi za sebe, pač bi rekla, vsekakor ni fajn, če čakaš res 2 leti, da dobiš neko preiskavo ali pa da v bistvu dobiš neki pregled. Ja, v bistvu zavedam se, da zdaj, ko bom začela specializacijo, da so neke stvari, ki se jih še moram naučiti. Zdaj sam sistem, ker še nisem tekom specializacije ali samega, ker šele prihajam iz obdobja fakultete, ko sem bila še študentka in zdaj pripravnica, zdaj kako sam sistem deluje, kako poteka, in kakšne so neke take stvari, ki bi jih popravila ali ne, res težko komentiram, ker še nimam toliko izkušenj in osebno zdaj težko rečem, kaj je dobro, tisto, kaj je res dobro, kaj je res slabo, ker sem res šele mlada, v bistvu pripravnica, sekundarika, ki prehajam v obdobje nekako specializantke. Potem pa, ko bom enkrat v bistvu postala specialistka, se mi zdi, da bom res videla, kako dejansko ta sistem nekako funkcionira. Zato zdaj res težko to komentiram in mislim, da tudi mene čaka neko tako bolj obdobje spoznavanja, kako je v tem poklicu, kaj vse me čaka.
Mislim, dosti je res nekih pozitivnih stvari, ki jih vidim. Mislim, da se dosti stvari, kot sem že rekla, da narediti na primarni preventivi, zato se jaz tudi podajam te vode in sem si izbrala to specializacijo. Veliko se mi pa, skoraj največ se mi pa zdi tako, mislim, kakšna je komunikacija z pacientom, kakšen je odnos in to je tisto, kar se mi zdi, da zdravnika res naredi, ker vsak pacient, tudi jaz kot pacient, ko pridem k zdravniku, si zapomnim potem, kaj mi je nekdo povedal, kak je imel odnos, kakšne sva imela stik, in se da ogromno na tem narediti. Tako da se pravim, sistem težko zdaj zaenkrat še karkoli komentiram in se tudi ne bi zaenkrat spuščala. Pa se mogoče vrniva še v šport, v odbojko. Mogoče se spomnite kakšne zabavne anekdote iz garderobe, ki jo lahko delite z javnostjo? Mislim, da jih je bilo ogromno, ampak zdaj tako, da bi se kake specifično spomnila anekdote, jo je res težko. Mogoče ena taka je, ki mi je ostala res v spominu. Mislim, v bistvu smo, ne vem, katerega leta je že bilo, v bistvu smo začeli z tekmo in pred začetkom tekme smo imeli mamo vedno sestanek. In v bistvu, ko smo končali po sestanku, smo imeli v garderobi, še zraven garderobe, majhno tako kopalnico, kjer smo si punce delale vedno frizure. In potem po koncu sestanka vse punce gremo iz garderobe v dvorano na začetek segrevanja. In potem v bistvu mi začnemo že z segrevanjem in kar naenkrat ene igralke ni nikjer. Mi gledamo, kje je ena igralka, mine 10 minut, igralke nikjer, gremo pogledat, kje je, jo kličemo, je nikjer ni. In na koncu v bistvu smo ugotovili, da smo to igralko pred začetkom tekme zaklenili v garderobo in še v kopalnico. To mi je nekaj taka anekdota, ki mi je ostala v spominu, ker v bistvu ta igralka nas ni mogla poklicati, ker namreč v tistem predelu dvorane niti ni bilo signala, da bi nas poklicala, da smo njo zaklenili. Tako da smo skoraj brez nje začeli tekmo. Mogoče kak vaš skriti talent ali zanimanje, ki ga poznale malo ljudi? Ja, da bi bil kot moj hobi v smislu ali taki. Ja. Pa ja, zdi se mi, da če bi rekla, dobro pojem, ne dobro. Ne, v bistvu nimam nekih takih posebnih skritih talentov, mogoče to, da znam dobro risati. Ampak to rišem bolj za sebe, nič kaj slikanic tako, ampak se mi zdi, da rada rišem. Pa še verjetno v kakem športu tudi blestite, a ne samo v Ja, odbojki? ja, to pa tudi, v bistvu planje mi je dobro ležalo, drugače pa jaz sem zelo tekmovalna v vseh športih. Tako da tudi tenis, ko gremo s prijatelji igrat, sem zelo tekmovalna. Pa ja, en tak skriti talent, ki se mi zdelo, da ga imam, je vožnja z downhill z kolesom, kar sem ugotovila tudi na koncu, da mi ne leži najbolj, ker sem si po 2 tednih, ko sem si kupila downhill kolo, tudi spahnila komolec. Tako da, ja, drugih kakih posebnih takih hobijev pa nimam. Ste kdaj zmenili, kako hiter je vaš servis? Ja, mislim, da je bil, ko sem servirala še skok servis, da je bil najhitrejši, mislim, da 90 km/h. Ampak so punce, ki so servirale takrat prepoznati tudi dosti hitrejšega. To je moj osebno najhitrejši. Pa mislim, da je to bilo samo enkrat. Kako visoko pa skočite? To je pač pomembno, ne? Ja, to je res, ja. Z roko doseg ali z roko doseg, mislim, da tam dosežem z roko nekje do skoraj 3 metrov, ja. Ko se stegnem z roko, ker je že mreža v bistvu na 2 metrih pa 24. Na katero rešeno žogo ste najbolj ponosni? Rešeno žogo v obrambi, ko se vrže, mi rečemo pancake, ampak ja, ribica. Ko v bistvu pobereš žogo, ko je nekdo iz nasprotne strani da kratko in potem se moraš z roko stegniti in jo v bistvu dobiti. Tako da to se pri meni redko zgodi, ker igram pozicijo namreč, kjer pravijo, da smo bolj okorni, da smo bolj tako v položaju, ker se ne dosti premikamo, in da ja, mogoče je obramba malo moja šibka točka. Teoretično, kaj bi se zgodilo, če bi odbojkarsko tekmo zaigrala najboljša moška postava proti najboljši ženski postavi na svetu? Jaz mislim, da bi bilo kar hitro 3:0 za moško. Tako realno, čisto. Mislim, da sta
Enkrat sem poslušala intervju tudi, ko je Serena Williams govorila, kako različna sta si v tenisu, moški in ženski tenis. Tako je v odbojki tudi kar razlika. Mogoče, da bi katera ženska lahko na moško mrežo konkurirala, res ena izmed top, ki so v Ligi prvakov, ampak mislim, da tu pa so kar razlike, no. Moški res po odbojki dosti više skočijo, mreža je tudi kar višja, tudi v moči žoge. Mislim, moč žoge, pač sam servis, zelo bi bilo to težko, tako da hitro bi bilo 3:0 za moško ekipo. Čeprav ženske pa najbolje v taktiziranju, komunikaciji in podobnih stvareh boljše, ne? To ne bi odtehtalo. Mogoče bi ženske bi malo zamotile moško ekipo, to je, ja. Kakšni so pa vaši nadaljnji cilji v odbojki? V bistvu moj največji cilj letos je, da bi osvojile s to ekipo državno prvenstvo ponovno, tudi pokalno prvenstvo. Res si želim, da bi letos maksimalno v bistvu izkoristile vsa tekmovanja, da bi lahko osvojile, da bi bile prve. Vem, da so to velika pričakovanja, ampak poznam to ekipo. Moji cilji za naprej pa bomo videli. Najprej ta sezona in to sezono želim maksimalno odigrati, dati vse tej ekipi z nasveti, tako na igrišču, kot tudi izven. Potem pa bomo videli dalje. Zdaj v bistvu, kot sem rekla, se približuje obdobje specializacije in bomo videli. Zdaj se mi zdi, da odbojka bo nekako vedno del mene. Moj prvi tisti preskok je bil, ko sem prvič zaključila z igranjem pri 24. Kdaj pa bom zdaj, pa bomo videli, ampak vsekakor mislim, da počasi prihaja ta trenutek tudi. Mogoče zdaj v reprezentanci več niste? Je to še mogoče neka želja? V bistvu ne. Zdaj trenutno ne več. Mislim, da sem v reprezentanci sem igrala dobrih 12 let, plus še tisto 1 leto. Članski, igrati za reprezentanco je velika čast in jaz bi si želela, ampak se zavedam, da zdaj sem stara že toliko, kot sem. Pred dnevi ste imeli rojstni dan? Ja. Prav ujela, ne? Tako da vse najboljše. Novo desetletje ste stopili. Zelo lepo desetletje za ženske, moram reči. Hvala. Zdaj se mi zdi, da pri 30, da sem reprezentanci dala tiste svoje, kar sem želela dati, bila je velika čast, ampak se mi zdi, da je nastopilo neko obdobje mlajših igralk, zato sem rekla ne, da reprezentanca ni več v bistvu v planu, ker se mi zdi, da je čas, da dobijo priložnost in so jo že dobile mlajše igralke. Mislim, da so zelo dobra ekipa in se res veselim, da spremljam njihove tekme in navijam za njih. In zdaj, ko imam službo, enostavno je to prioriteta in odrekanje 3 mesece za reprezentanco, zdaj pri teh letih enostavno se mi zdi, da sem se zato tudi poslovila od reprezentance in sem zelo ponosna na vse, kar smo dosegli, ampak ni več zaenkrat v planu reprezentance, ja. Pa druge vloge v športu razmišljate mogoče, torej mentorstvo, trenersko delo? V bistvu v športu, kot tako sem razmišljala, da bi bila kot del ekipe ali kot zdravnica, mogoče v tej smeri. Nisem pa razmišljala toliko, da bi bila kot mentorica ali športna trenerka. Zaenkrat še ne. Mogoče pa me, ne vem, potegne tudi v te vode. Iza, hvala za pogovor in za vpogled v vašo športno in osebno pot. Verjamem, da da so naši poslušalci navdušeni nad vašimi izkušnjami in energijo, s katero pristopate k življenju. Hvala vam. Dragi gledalci in poslušalci, gledalke in poslušalke, če vam je bil pogovor všeč, ne pozabite slediti Ringelspielu na vseh kanalih za podcaste in YouTubu. Se vidimo, slišimo in beremo na www.večer.com.